Le kdo bi si mislil, da je razlog za praznovanje lahko kulinarika? Točneje, hrana domačinov, ki se je ohranjala skozi čas in ki postaja vse bolj cenjena in prepoznavna tudi zunaj domačih logov. O Idriji govorimo, o idrijskih žlikrofih. In prazniku idrijskih žlikrofov, ki so ga letos, že 3. leto zapored pripravili 31. avgusta na lepo sončno soboto. Gospa Jožica Lazar, vi se dejansko skoraj da rečemo lahko poklicno ukvarjate z organizacijo tega praznika žlikrofov. Ja, zdaj imamo pa že 3. leto zapored, pripravljamo ta praznik. Prvič je bil sicer čist tak za pokušino, zdaj je pa letos je pa prav zares. Poglejte, zanimivo je, da ste izbrali ime praznik. Ponavadi rečemo dan žlikrofov, dan tega in drugega, vi ste pa to poimenovali kar praznik. Kako to? Ali so bili žlikrofi praznična jed, morda zaradi tega? Ja, žlikrofi so praznična jed in še zmeraj mi ta pravi idrci, kadar so žlikrofi na mizi, takrat je za nas zmeraj praznik. To se pravi, da se tudi recimo ob določenih praznikih pripravljajo ravno žlikrofi? Ja, od krsta, potem vseh teh obletnic, ki jih imamo, pa čisto konca človekovega življenja, zmeraj nas za praznike spremljajo žlikrofi. Ali recimo se širijo kakšne šale, kakšni pregovori, kakšni reki v zvezi z žlikrofi? Ja, ena stvar je pa res. Tukaj pri nas v Idriji se ima ta mož pa žena tihe dneve, pa da se ima skrehana in pol žena pripravi žlikrofe, takrat se pa čisto sigurno nazaj pobotata. Kaj pa se recimo vam čisto osebno zdi tisto, kar daje žlikrofom ta poseben okus oziroma lahko rečem poseben čar, ali je to videz ali kaj drugega? Mislim, da je to tista ljubezen, ki jo mora, tisto potrpljenje, ki jo mora gospodinja vložiti v to delo. Sestavine so čisto enostavne, je krompir, je testo, so začimbe, ampak tiska poskus žlikrofe vidi, da to ni samo nekaj enostavnega, ampak mora biti zraven res veliko potrpljenja, ljubezni in pa tiste prave mere, ki moramo imeti ljudje pri vseh stvareh. Kaj pa spretnost? Sama sem poskusila delati žlikrofe in prvič je bilo vse kaj drugega, samo žlikrofi ne. Ja, mogoče imamo tukaj pri nas malo prednosti, že izdelava idrijske čipke, zahteva kar veliko potrpljenja pa spretnih rok, tako da to smo pol nadaljevali še v kuhinji. Mogoče, če lahko še poveste še kakšno drugo tako jed, ki bi bila zanimiva, ki bo morda postala v Idriji kdaj kasneje tudi praznična oziroma boste organizirali praznik na njen račun? Ja, druge jedi, ki so še značilne za ta naš okoliš, je še smokavt, to je jed iz zelja, smokanih listov, potem je ocvirkovca oziroma mi še raje pripravljamo željšako. To je pa tudi taka potica iz drobnjaka, tako kot se drobnjak uporablja pri žlikrofih, se pol še v tej potici. Tako da te jedi so nekako za eno kosilo, a ne? Pozornost se posveča tudi ocenjevanju in izboru najboljših idrijskih žlikrofov. Praznik je druženje ljubiteljev regionalne gastronomije, gostincev in proizvajalcev certificiranih idrijskih žlikrofov. Tukajle vas je kar nekaj mladih, ki delate žlikrofe. Mi lahko poveš, zakaj si se prav odločil, da bi se naučil delati žlikrofe? Ja, lih prav zaradi tega razloga. Bi bilo fajn videti tudi domačne spodnje jedrje, tako da je že tradicija, ne, da veš, kako se to naredi. A je jih doma dela mama? Ne, to pa jih ne. To se pravi, da jih boš zdaj delal ti za celo družino? Nekako ja, sicer jih tudi nono dela doma, ampak ja, nekako mi je zdaj glavni šef kuhinje. Tradicijo gojiti je pravzaprav zelo žlahtna stvar. Kako pa to lahko počnete? Kaj vam omogoča ali vaše delo, ali je to vaš hobi? To ni težko, ker delujemo v društvu za promocijo in zaščito idrijskih žlikrofov in ohranjamo to tradicijo, tako da ni skrbi za prihodnje rodove, da jih ne bi učili, če jih bo zanimalo. In mislim, da jih bo.
Na vse zadnje so idrijski žlikrofi zelo dobri, dejansko so nekaj posebnega in nekako prodirate v svet z njimi, kaj ne? Ja, vedno bolj so prepoznavni, imajo tudi certifikate, že tako da jih poznajo že po Evropi in tudi turisti vedno poprašujejo po njih, tako da se promovirajo in tudi jejo. Idrijski žlikrofi so v kulinariki cenjeni kot priloga ali tudi kot samostojna jed z različnimi omakami. Idrijski žlikrofi so postali prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno posebnost Evropske unije. Omenjena oznaka pomeni, da sta zaščitena receptura in tradicionalni način priprave, proizvodnja pa geografsko ni omejena. Poleg tega registracija pri Evropski komisiji pomeni, da je ime proizvoda na celotnem območju Evropske unije zaščiteno pred potvorbami, zlorabami, posnemanjem in drugimi praksami, ki potrošnika lahko zavajajo glede resničnega porekla proizvoda. Koliko let že pripravljate tole stojnico, na kateri lahko vsakdo zavije svoj žlikrof? Ta stojnica je šele drugo leto, ker smo lani bil praznik žlikrofov in smo se prvič odločili za ta poizkus, in se je izredno obrestovalo, izkazalo zelo veliko zanimanje za to in smo pa letos se tudi odločili in ponovili tole. Je vas naučila žlikrofe kuhati vaša mama? Ja, pri nas doma je bilo tako, da je vsake toliko cajt, ko je ostalo zvečer ima krompirjeve palente, od večerje smo drug dan naredili tisto za kuhlice in naredili žlikrofe. Samo to je bilo bolj na redke čase, ker smo pač bolj skromno živeli in od mame sem se naučila in pa poskušala naprej seveda, ker levaja dela mojstra. Gledanje je ena stvar, ki je videti kar dosti enostavna, ampak ni da sam tisto, je treba tudi probati, da pa tista krohlica, kuhlica res v testu ostane, da ne izpade in da ni tako, kot je rekla ena, sem jih poskušala narediti in so pa plavale same rjuhe pa vodi. Tako da to je kar veliko drobnih spretnosti in takih skritih zakonitosti, kaj jih mora človek pa le zvaja pridobiti, ne samo z gledanjem. Idrija se počasi, a vztrajno razvija. Postaja bolj in bolj prepoznavna in poleg žlikrofov ponuja še marsikaj, zaradi česar je Idrijo vredno obiskati. Ali je smiselno v današnjih časih gojiti tradicijo? Vsekakor je smiselno. Mi zdaj živimo v nekih sajtih, ko prisegamo na neko industrializacijo, ampak povem vam, da to ni prav veliko delovnih mest. Industrija se razvija, vse. Mi moramo nekaj dati na tradicijo. Nekaj, da bomo obdržali, da bo ljudje tu prisvojili si in tu so tudi nova delovna mesta. Se pravi, skozi ta oživljanje tradicije, oživljanje vsega tega, kar so nekoč naši dede in babice počeli in ker vidimo zdaj že, da s tem ena nova kvaliteta prihaja, tudi nek način druženja, nekaj to. Ljudje se pač počasi zavedajo tistih korenin in mislim, da je to ena velika kvaliteta za naprej. Žlikrof je zdaj že zaščitena blagovna znamka. Kaj vam to pomeni, recimo kot domačinu? Ja, predvsem je to en ponos, da to znamo narediti. En ponos na to, da smo se zavedali te vrednote. Tako, ker je bilo Idrija vpisano tudi polno UNESCO za svojo dediščino živa srebra, zdaj je na vrsti čipka, da jo vpišemo na UNESCO in mislim, mi smo se pač zavedali, da moče za našo prihodnost, pa ne rečem en kupenih titul, ampak en skupek enega zavedanja te naše preteklosti in tu bo prej se obrodil sadove. Jaz mislim tudi skozi turizem, ki se v Idriji počasi razvija. Jaz sem prepričan, da nobeno mesto v Sloveniji v bistvu iz nič, kako je Idrija šla, kaj turistično ni bilo niti zanimiva. Ne smo zdaj v parih letih uspeli toliko novih prireditev in toliko novih naslovov dobiti. Je pa še tu nevesel, da imajo ljudje še vedno velike ideje, to je pa tudi dobro. Ta hrana revnih ljudi je inovacija.
Ne to, da imaš vsega na razpolago, vsega dovolj in pa se lahko nekaj zmišljuješ. Iz tega je bilo treba z inovativno sposobnostjo nekaj narediti. In zato smo tudi dedeci tukaj inovativni, zaradi čipke, zaradi šlikrofov, pa še kaj bi se našli. Vabljeni so bili vsi ljubitelji dobre slovenske kuhinje, ki ob tem kulinaričnem prazniku niso kuhali doma, temveč so obiskali Idrijo in okusili idrijske žlikrofe na različne načine. Poleg gostinske ponudbe je bil cilj prireditve ponuditi aktivna in celovita kulinarična doživetja v obliki delavnic za različne ciljne skupine. Praznik je dobil domovinsko pravico. Nasvidenje spet v Idriji na dobrih žlikrofih ob letu Osorej.